Meni ura pa je natanko minuto čez 9:30 in prej sva že dvakrat napovedala, da bo prišel k nama na obisk Matic Nareks iz skupine San Diego. Dvakrat sva ga napovedala, enkrat je pa prišel. Ja, no, mislim, dvakrat sva napovedala, ker vedno je pri vas v skupini ne Matic, ne. Tako je. Da je ta eho, veš, Matic. Bi mogli biti 4, veš, kako bi bil pol dolg. Ja, fulde. Zdaj Matic za eno sliko, 3-6 zdaj. Matic Nareks, torej, bom rekel, okrepitev, nov vokal, sicer v bistvu najmlajši pa že ful dolgo, ne? Zdaj, kdaj imaš eno letko? Zdaj enkrat bo? Ja, zdaj enkrat mislim, da bo junija, zdaj datuma se jaz ne spomnim točnega, ker res po datumi so malo smo skregana zadeva. Mislim, da 22. junija so napisali, da so na široko odprli vrata hiše San Diego. Tako, bloka. Bloka. Ja, bo zdaj v bistvu kar kmalu eno leto, no, ampak ja, evo, že v enem letu drugi single. Tako da smo danes tukaj. Ja, pa isto, izven etra smo se pogovarjali, Šuši, kam imaš to? Ja, kavo mu kuham. Poslušaj to. To se vse sliši. Kavo mu kuham, ja, če rebaš pršo čist zalima. Ja, mi rockerji so jutranje ure za nas so malo bolj... so v bistvu malo više pozicionirane proti 12, tako da v takelem času šele Oring prvo kavo spijem. No, to se bo zgodilo očitno zdajle. Ja, zdaj bom kmalu. Skupino ste bili tle, ko smo imeli Rocktober, ne? Kako davč nazaj že to? Pa zgleda, kot da ste bili zadnjič enkrat. Ja, v bistvu zgleda tako, da bi bili en mesec nazaj, pa je že minil kar parih, ne? Tako da ja. Kako hiter se čas obrne. Ja, kaj pa zdaj, ko se začeli odpirati, zdaj? Ja. A ne? V bistvu je zelo lepo. Dobili smo male rjave barve, no, zdaj smo pobegnali ven iz brloga na sonce in Bogu hvala, da je trenutno situacija taka, da se je začel malo odpirati, no, da so koncerti na vidiku, tako da zdaj tale vikend že začnemo. V petek gremo na Hrvaško dal, v soboto igramo v Cerknici. In res smo veseli, no, da nam ni treba biti samo noter zaprti, ampak sicer smo na srečo ustvarjali, tako da je iz tega tudi nekaj pametnega ven prišlo. No, lepo. Zdaj, bral sem neke intervjuje, da vedno pri skupinah, ki menjajo frontmana, zna biti nevarno, ampak pri vas se mi zdi obrnilo full fajn v pravo smer. Ja, v bistvu čisto ok se je razpletla zadeva, mi smo že tako, ko smo se prvič dobili, smo vedeli skupaj, da smo takoj začutili, da lahko skupaj normalno delamo. In fora je o tem, da takoj smo vedeli, da smo dober tim in ni bilo niti vprašanje. Sicer muska je zdaj malo drugačna, mogoče eni reče, da je malo bolj trda, no zdaj tale komad ni glih tak, ne. Ja. Ampak smo v bistvu fajn za jadra zadevo in delamo dalje in se bližamo, kako sem že enkrat rekel, našim mokrim sanjem glasbenikovim, to je pa plata enkrat v prihodnosti. Ja, vse bo, ne. Ja, jaz upam, da. Zdaj drugi single, malo še naberete, pa je to, ne? Ja, imamo že kar dosti komadov posnetih, no, sicer še nismo lansirali, no, ampak če nas je karkoli, so nas naučile tele zadnje 2 leta, ne, pa mislim, da je lahko, da pričakuješ nepričakovano. Tako da upam, da bo čim prej. Mislim, tudi mi smo pričakali nekaj nepričakovanega, ne, ker nam reče Matic Nareks je danes prišel za Kim Kardashian špegli. Se ravno specifične in specialne špegle oziroma očala imaš, ker Šuši si. Vsi, ko gledate Facebook ja, live. Poglejte, koliko Šuši išče mikrofon. Si ko Stevie Wonder. Kje je že? To so moje jutranje očala. Ne, lahko prosim, daš tole gor, da naši gledalci na Facebooku vidijo ta Kim Kardashian očala, ker tole je pa neverjetno. Ne. Mislim, to bi pričakovala tvoja boljša polovica. Moja boljša polovica, lahko bi rekel, da ima boljši okus, ne, ampak kako je enkrat lepo en rekel, da očitno nima dobrega okusa, če je mene zbrala. No, to pa ni res. Zdaj, nov single je Ob meni lepa. Tako. Zelo pametno potezo si naredil, da si prišel danes s to osebo. Seveda, normalno. Dolores, dobro jutro. Čist tiho tam let zadaj nekje je. Nič ne bom govorila, ne? Ampak, ja. Zdaj bomo zvrteli to pesem, da slišimo pa še kako debato, recenzijo naredimo, pa še kakšna druga informacija. Evo, premierno, torej Ob meni lepa San Diego. Sanjal sem o tebi, bolj res mogel ne bi, da vse, kar vredno je. Spustil sem le tebe, tako globoko v sebe, tja, kjer bil ni nihče.
da ne boli, srce pa ne verjame mi. Veš, srca varat se ne da. Ko vpraša me, kdo tebi, lažem njemu, lažem sebi, a vidi se v očeh, da sem na tleh. Sanjal, da so nama življenja leta dala, lepe spomine za jesen. Pridejo ta leta, bila ob meni bi lepa kot prvega dne. Slike in spomin besed, enkrat vidiva se spet. V meni ostaja tvoja sled. Ko vpraša me, kdo tebi, lažem njemu, lažem sebi, a vidi se v očeh, da sem na Evo ga, San Diego, ob meni lepa, en aplavz, bravo, čestitke. Matic, koliko ti je, zdaj pa se veš, lastna ocena te pesmi, to je pisal tekst, je pisal Miha, basist. Ne, Mitja, pardon, tako Mitja. basist, Mitja, Kobal. Se tudi jaz sem tako, da včasih še zamešam. Ja, koliko mu je že ime, a veš? A si vemo, kdo sem jaz, a? Tebe pa ne moramo Ti si pa tako, ja. Tebe bi pa iz vesolja vedel, da si tak, da... Ne mi povej, ja, Mitja je pisal, sorry. Tako, ja. Ja, veš, zdaj v bistvu bom malo zafilozofiral pri tej zadevi, ker... Sam cajta nimamo bili. Ja, mislim, da je omejen. No, pa bom polno skrajšano verzijo naredil, ne. V bistvu naš drugi singl je zdaj baladni, no, šel je ven tudi s spotom, je prišel ven 8. marca z razlogom, no, tako da če še kdo ni pogledal spot, je res lep spot, snemali smo ga dal na obali, v hiši Tartini pa po celi obali. Tako da ja, no, in komad govori o tem, da življenje je sestavljeno iz trenutkov, v katerih se ponovadi niti ne zavedamo, dokler ne minejo, no, tako da, kratko in jedrnato. Citat, leko imam napisano, poglej. Aha, točno tako. Dobesedno sem si to napisal. Jaz nisem glih za take stvari, da si jih pišem, ne, se veš, pametni pišem. Najprej si bil pač Kim Kardashian, ne, pol da moraš biti, ne, pa povedali smo tudi, ne, da pač moraš biti tih, ker reči, če bo Dolores narezala, ker zdaj smo pač v takih cajtih, ko je to dovoljeno. Dolores, si res ti tak, ne vem, tak ne pridi prav doma. V bistvu bom jaz povedala, ne, ker jaz nekaj vem več kot ti. In sicer Dolores ga ne bo narezala,
Zaradi tega, ker ona se ukvarja bolj z iglami kot z noži. Tako da v bistvu je Matic. Kaj se slišim, Matic je njena voodoo lutka. Ja. A ne? Tako da zdaj so novo moderni časi, no, tako da mene Dolores ne reže, ampak me ponavadi prebada, tako da ja, no. Kot imaš tatujo? Že jih imam pa kar nekaj na sebi, no, tam enih... Premalo se moj odgovor. Tako, vedno je v bistvu premalo, no, ampak mislim, da se bližam tam okrogli številki 10. In koliko od tega jih je naredila Dolores? Od tega jih je Dolores naredila samo 3, v bistvu ni naredila Dolores. Tako, ja. Vi ste že dolg skupaj, ne? Ja. No, Dolores, vprašanje, a je bil tvoj poskusni zajček pri tatuiranju? Seveda. Na mest svinjske kože, veš? Takoj za svinjsko kožo. Tako je naslednja izbira. Takrat smo velikrat pečenko jedla, no, ampak Dolores ne, ker je vegetarijanka, tako da sem samo jaz jedel pečenko, pa potetovirano. Jaz sem takrat rekla, jaz sem ob njemu lepa, on je pa ob meni potetoviran. Odlično. Kako se lepo dopolnjujemo. Vidno se dopolnjujete. Točno tako. Točno tako. Treba. Ti si tudi učitelj petja? Ja, res je, ja. Šuši rabi inštruktorja. Zdaj pa ne vem, če bi mi rad sive lase povzročil, potem Šuši vabljena, no, ampak... Iskreno povedano, Matic, preveč te imamo radi, da bi si drznali kaj takega narediti, ker meni še autotune ne pomaga, smo ugotovili. Drugač ful rada pojem. Sam poslušate, verjetno težko, ne? In malo teže pa resno. Hecam se. Ja, vem kak je to, no, tako da ja. Ja, učim petje, tukaj v Celju imam bazo, no, tako da se da marsikaj narediti, iztisniti iz glasilk, no, ampak če Šuši praviš, da si res tak antitalent, pa v bistvu včasih tudi volja več ne pomaga, no. Sam nekaj bom mogel narediti, ker mi vedno skoči noter v eter, ko jaz dvignem regler, si šel na neki poje, ne? Se vedno sliši v eter. Ne? To je vredno, to je verjetno tvoj trademark znak, ne? Lej pa čeprosti, jaz sem vesel človek, jaz rada razdajam svojo pozitivno energijo, sem mogoče včasih res ni primeren trenutek, no. Si vesela, ko radio, evo. Tako, evo. Koliko je zanimanje za solo petje? Ja, v bistvu ga je kar dosti, no. Jaz se spomnim, ko sem začel, jaz najprej bil kitarist, seveda, klasika, in pa v bistvu sem ugotovil, da noben ni znal pet tako, kot sem si jaz želel, da bi znal. In sem rekel, pa če sem se naučil kitaro igrati, sem pa naučil tudi pet, no. In zdaj se vedno bolj folk zaveda, seveda, odkar obstaja ta tehnologija, ker včasih smo iskali to po revijih, pa sprašval si, kdo uči petje, levo, desno, bilo je na voljo samo klasično, ne. Zdaj pa, ker je ta tehnologija in se vidijo rezultati in se vidijo v bistvu, da se učijo tudi druge zvrsti petja, je dejansko kar dosti zanimanja, no. Tako da ja. Kar je fantastično, ker se, jaz pravim temu, ta znanje se širi in zaradi tega v bistvu je vedno višji nivo kvalitete in vedno več kreative. Jaz nimam kaj dodati, ker me je zgubo. Še prezgodaj zjutraj, ja. Matic Narek iz skupine San Diego je z nami in v nadaljevanju še o naš kotiček nadležne novinarke, ki je najbolj nadležna, eno vprašanje, 3 ima zate. Evo, čez nekaj trenutkov.
Šuši vremenska, daj mi nam povej. Pa lej, danes gremo do 19 stopinj Celzija, sonček nam bo sijal vse do sobote, trenutno pa zunaj že 8 v plusu. Mam Neo za pol cene. Paketi Neo in Neo Svet s superhitrim internetom, neomejeno mobilno komunikacijo, najboljšo TV izkušnjo in polovično naročnino za nove in obstoječe naročnike. Za več informacij o ponudbi nas obiščite v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Evo ga, ura je 12 minut do 10 in v naši družbi je Matic Narek, skupina San Diego, pa boljša polovica Dolores, pozdravljena. Meni lepo Dolores. Tudi nov singl, ki smo ga predstavili, ja, Dolores. In zdaj, skupina je organizem, ki živi za nastope v živo. Res je. To je tudi pri vas bilo napisano. Kje si pa to prebral? Ja, nekje. Vidim, da imaš zelo dobre informacije. Malo sem obiskal razne forume, pa tudi vaš Facebook, pa imate gor kar dosta obvestil tudi v špilih, zdaj, ki se začenjajo, tako da kar tako naprej. Zdaj, San Diego, kje imate zdaj nastop prvi? Ja, zdaj prvi je takoj na Hrvaškem, no tam je neka privatna zadeva, pa Cerknica, Extreme Bar, mislim, da je 26. konec tega meseca, v bistvu tole soboto. Ja, 26. ste gor, pa ste pa na obali aprila. Tako, v bistvu imamo še kar dosti teh tudi večjih festivalov, no, ki zaenkrat še ne moramo jih poimensko povedati. Jaz mislim, da lahko povem samo za Goro Roka, ker je šla že kampanja ven. No. Tako da bomo kar pridni čez poletje od samostojnih koncertov, v bistvu pa do teh večjih festivalov. Pa dej malo čivkni, no? Da bomo imeli prvo informacijo, ki ste, ki niste. Se pravi, Gora, kjer ga boste. Lahko samo rečem, da je nekje tule v bližini Celja, da se gre za en večji festival, ampak to je pa vse, kar sem povedal in to je to, ker druga me pogodba veže, da ne smem povedati. Lahko gremo v zapor, no. Pa v zapor? A si predstavljaš, že prije skupina San Diego gor brez pevca? Ja, ne moramo, šel je. San Diego pevec se je prelevil v pianista. Tako. Ta bi bila dobra. No, ni tako dramatično, ampak ja, v bistvu kar dosti koncertov prihaja, no, in se jih že zelo veselimo. Jaz samo upam, da bojo razmere ostale naklonjene, da bojo še vedno lahko koncerti in da nas upam, da ne preseneti še kakšna zadeva. Ker že v šestki govorijo, šesti. Tako. Ja, kaj preskočimo. Dolores Slušake si tega, Matic tudi, ne. Ker zdaj imamo rubriko, to zato, ker bom predvajal ene fajle, pa se ne sliši drugače. Evo rubrika. Fantazijeva najbolj nadležna novinarka sprašuje. Zdaj imamo pa 8 različnih vprašanj, zdaj si jih pa ti lahko zbiraš, jaz sem pa klikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, jaz bom kar začel številko 1. Številka 1. Kdaj si se nazadnje zlagal? Kdaj sem se nazadnje zlagal? Zdaj, če verjameš, je vse resnica, kak pravijo, ne? Ja, zdaj si pa v neprijetni poziciji. Absolutno. Ja, Dolores, kakšna je kazen, če ga dobiš na laži? Pa, čuj. ti že prej omenil, da ga bo stepla, ne? Zdaj so res drugačni časi. Drugač pa ne spomnim se, no res, ker jaz vedno govorim samo resnico. Okay. Ti bi mogel to politiko, stari. Čisti politik, zdaj. Poglejte, to so špekulacije. Ja. Ok, enka, še dve vprašanji. Od 1, oziroma od 2 do 8. Pa gremo kar v bistvu na trojko. Ti je v vezi bolj pomemben seks ali ljubezen? Oboje. Ali črno ali belo. Nisto sive. Absolutno, da ljubezen, no, ampak je pa ta druga zadeva tudi zelo pomembna, tako da, ker če ne vem, kako lahko pa zveza zgleda, no. Boš kaj dodala, Dolores? Se strinjam s svojim partnerjem. Dobar je. 15 let sva že skupaj. Šel si skozi. Tako, jaz smo že 15 let drugič. Tako smo že 15 let skupaj, tako da smo že dali kar neki obdobje. Ja. Še tretje vprašanje? Bo pa to zadnjo 8 vprašanje. Komu si poslal zadnje sporočilo in kaj si mu napisal? Ok, pa bomo pa kar pogledali. Zadnje SMS sporočilo. Zadnji SMS sem pa poslal zapetje, da kaj že včeraj ne bo šlo skozi in da se zmerno zaprej za naslednji teden. To je to. Glavno, nekdo je dobil dvojko od Nareksa.
Adijo, pamet. To so bila 3 vprašanja. Čakaj, to je bilo sporočilo, kaj pa ono na Messengerju bo to? Lepo to vprašanje, imam bonus točko. Da vidimo. Viš, tukaj se pa za band pogovarjamo zelo. Kak brez veze. Je brez veze. Ja, no. Tako da ja, v bistvu sem tak zelo nezanimiv človek. Kaj lažeš? Ne, super je bilo, lej. Če sem rekel, da ne lažem, Le v politiko te bomo spravili, ker si pokazal, ne, da imaš skillse, Mislim, da ne. imaš dosti potencijala. Ne, Mama. Veš, že držal imaš. Že držal. Poglejte, leta 91. Matic, hvala lepa, čast nas priganja in lej, vse dobro, ne, na poti pa čim prej plata, kot si rekel, ne. Super, ja, hvala za povabilo in za tak prijeten pogovor. Seveda, tako, mejte se lepo, Matic in Dolores, tudi ti pa seveda skupini vse najboljše. Čau, bao! Se vidimo, čau, čau. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man.